Električna vozila so zelo varna vozila oziroma so praktično najmanj toliko varna, kot so tudi druga vozila z motorjem na notranje izgorevanje. To potrjujejo tudi različni testi, ki jih izvajajo tako proizvajalci, kot tudi druge neodvisne družbe oziroma posamezniki. Zato v primeru nesreče je posredovanje ali pomoč žrtvam dovoljeno in seveda zaželeno. Vsa sodobna električna vozila imajo vgrajene zelo kompleksne varnostne sisteme, ki na primer v primeru nesreče momentalno izključijo visoko napetost iz vseh ostalih komponent, kar pomeni, da praktično nevarnost predstavlja samo še baterija. Vse visokonapetostne komponente, ki se nahajajo izven potniške kabine, so zgrajene tako, da jim med normalno uporabo, torej pluski vode, avtopralnice, dež, ne škodujejo in brez problema vzdržijo. V primeru, če pa se vozilo potopi in je dalj časa pod vodo, pa žal ti sistemi ne garantirajo več, da ne bo prišlo do vdora vode v te komponente. Največjo nevarnost predstavlja vdor vode v visokonapetostno baterijo. V tem primeru lahko pride do situacije, ko notranji zaščitni mehanizmi odpovejo in v najslabšem primeru pride do vklopa visoke napetosti. Torej, približevanje potopljenemu vozilu ni nikakor priporočljivo oziroma je lahko smrtno nevarno. Če je bil v primeru nesreče udarec v bližini baterije ali v baterijo samo, moramo polagati še posebno pozornost na morebitno pregrevanje ali kakršnekoli drugačne indikacije, da se je v bateriji pričel mogoče požar ali kakršnakoli druga kemijska reakcija. Če na električnemu vozilu pride do požara, lahko začetne požare seveda gasimo sami z vsemi priročnimi gasilnimi sredstvi. V primeru, da pa pride do požara na bateriji oziroma v sami bateriji, pa je potreben takojšen odmik od vozila in nobenega približevanja več. Ker tudi sami dimi, ki nastajajo pri gorenju, so seveda zdravju izredno škodljivi. Če je v nesrečo udeleženo električno vozilo, lahko ravnamo popolnoma enako kot pri vozilu z motorjem na notranje izgorevanje. Naj vas ne bo strah pristopiti, električno vozilo je varno.